jutro na Sori. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v ponedeljkovi oddaji Na stežaj, v kateri bomo na stežaj odprli vrata v skrivnosti ene najbolj edinstvenih in tradicionalnih pustnih prireditev pri nas. Ste že kdaj slišali za ta pjanha, pa kdo je ta star, ta bršljanov, ta tirjes, ta žleht, ta devi? To in mnogi drugi so laufari, simboli pusta v Cerknem. Nihče ne ve, kdaj točno so se ti pustni liki prvič pojavili, znano pa je, da se je pustni obred po desetletja starem ustnem izročilu zadnjič odvijal leta 1914 in da je ponovno oživel leta 1956. Pustno laufarijo sestavljajo značilne lesene maske, imenovane larfe, in danes so z nami predstavniki laufarije, ki nam bodo povedali več o tem, kaj pomeni biti del te posebne tradicije, kako nastajajo maske in kaj vse se dogaja v pustnem času v Cerknem. Pridružite se nam pri tem zanimivem pogovoru in izvedeli boste, zakaj je pustovanje v Cerknem tako edinstveno in zakaj ga morate enkrat v življenju zagotovo doživeti. Z menoj v studiu Radia Sora so Tomaž Lahajnar, Miha Bovcon in Aljaž Čelik. Fantje, živjo! Živijo. Dober dan. Cerkljanska laufarija je stoletja dolgo potekala po nenapisanih pravilih, ki so se z ustnim izročilom prenašale iz roda v rod. Povejmo, koliko likov danes šteje skupina in če jih mogoče kar predstavimo, nekaj sem jih na začetku omenila. Celotna družina je sestavljena iz 25 likov, ima pa 26 mask. En lik namreč nosi 2 maske. Celotna laufarska družina skupaj predstavlja stara cerkljanska družba, od delavcev, kmetov, obrtnikov, pastirjev, finih meščanov, določenih vaških posebnežev. So pa tudi nekateri posebni liki, se pravi tisti, ki izhajajo še izpred predkrščanske dobe, še iz poganske vere, recimo pust, tisti glavni krivec za vse slabo, ki se tudi obsodi in vsako leto pokonča. S tem se tudi simbolično prežene zimo, da lahko v Cerknu tudi nastopi pomlad. Drugače pa, če jih mogoče predstaviva malo po imenih, pusta smo že omenili, ta tirjes je tisti, ki začne, a ne? Ja, ta tirjesti so tisti prvi liki, ki se po novem letu prikažejo na cerkljanskih ulicah. Vsako nedeljo imamo v Cerknem sprevod laufarske družine, v tistem času recimo po maši se da naredi sprevod od začetka 1, 2, 3 ta tirjesti, potem pa za vsako nedeljo pridejo novi liki, vse tja do debele nedelje, ko so v sprevodu že vsi liki, vključno z pustom, smrekovim, bršljanovim, katere pač se šijemo vsako leto na novo. Tudi o tem bomo spregovorili v današnjem pogovoru. Torej, omenili smo ta smrekovga, pa potem sta tu še ta pjan pa ta pjana, ta star, ta stara, ta bršljanov, gospod, gospa. Marjetica spada k bršljanu, a ne, k ta bršljanovem hodita v paru, pa ta ličnat, ta loparjev, ta kožuhov, ta žaklov, ta žleht, ta koševa, ta perjev ali ta kurjev, ta divji pa ta slamnata. Sem kjer ga pozabila? Lamanta. Evo. No, ja. Eden glavnih. Torej, kateri liki so ključni, kateri si tisti, na katerih v bistvu laufarija sloni? Pust je glavni lik, on je tudi vsega kriv. V bistvu so vsi ključni. Ni bi rekel enega, ki je ful odstopa, recimo, ampak je bolj pozornost ima pa seveda bistvena pusta, ki se mu bere obtožnica, tako imenovani kalamon. Laufarija v bistvu izhaja iz besede laufen, ker ta tirjesti laufate po ulicah Cerknega, drugače pa govori samo en lik v celi laufariji. Ja? Tako, govori samo ta star, ta star lahko govorijo. Te larfe, te posebne maske nastanejo oziroma kako nastajajo, kdo jih zdaj izdeluje, če je potrebno obnavljati te maske. To so maske narejene, če se ne motim, iz lipovega lesa, ročno izdelane, to so fina ročna dela, a ne? Tako je, vsaka maska je za sebe posebna oziroma svoje umetniško delo, spet odvisno iz kakšnega kosa lesa je narejena, kakšno drevo je bilo to kdaj posekano, koliko časa si je majster vzel, ko je delal maska, koliko lušta je imel in vse to vpliva na končni izgled in tudi nenazadnje kvaliteta maske, koliko cajta bo zdržal. Temperatura ogromno vpliva pri maskah, se pravi, zunaj je mraz, v hišah, kornjo pa se jih je toplo in les je živa stvar, dela slej ko prej, boh ne dej, če maska še pade po tleh,
lahko maska tudi napoka oziroma se poškoduje. Na nas je, da to čuvamo, oziroma tudi na majstrih iz Cirna, ki nam pomagajo oziroma vzdržujejo originalni izgled in tudi stanje mask, se pravi, da če prije do kakšne poškodbe, da se to popravi oziroma določeni barvni odtenki na novo prepleskajo in da je maska takšna, kakršna mora biti. V tem trenutku imate na Cerkljanskem nekaj mojstrov, ki obvladajo to obrt in v tem trenutku ni skrbi, če se neka maska poškoduje. Katera maska recimo pa je na zadnje bila narejena? Na zadnje je bila narejena maska oštirja, ki je bil tudi dodan, najnovejša, dodana v laufarsko družino leta 97. Leta 97, ta je zadnja. Aha, potem ni več tako mlada. Je pa ni. Je mladostna. Tako. No in mladost se čudi tudi v našem pogovoru, ki ga nadaljujemo takoj v drugem delu, ko bodo ponovno z nami Tomaž, Miha in Aljaž, in v katerem zaupamo, katere obleke se šijejo laufarji vsako leto sproti. Ko najlepše maske iz lipe naredi, laufarija prava, po Cerknem se začne. Dolgo že pred pustom za cvirem fehtajo, rajši pa klobase in žganje jemljejo. Glavni je Tatirjas, ki strogi je sodnik, zraven pa ta stara pometa se čez kri, a ta smrekov skače okrog kot gozdni vrat. In ta slavna Tatirjas prišla sta k nam na vrat. Laufarija, stari naš običaj, spet pred rami, ves naš cerkljanski pustni okraj. Laufarija še med ljudmi živi, maske so lesene, želi si pomladnih dni. Laufarska družina vsak dan poveča se, zdrave še ta Žakljac in ta Bršljanov je. Ker prišla nedelja, debela je v vas, pred sodiščem čaka rogati pust na nas. Za vse grehe stare zdaj odgovarjal bom, prav presneto danes mu bo za note šlo. Na večer plačilo pa zgodom bo dobil, zanj ni več rešitve, za vse prav on je kriv. Laufarija, stari naš običaj, spet pred rami, ves naš cerkljanski pustni okraj. Laufarija še med ljudmi živi, maske so lesene, želi si pomladnih dni. Laufarija, stari naš običaj, spet pred rami, ves naš cerkljanski pustni okraj. Laufarija še med ljudmi živi, maske so lesene, želi si pomladnih dni. Jutranji program na Radiu Sora. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. V drugem delu današnjega pogovora oddaje Na stežaj, ko smo v prvem predstavili like oziroma larfe, posebne maske, laufarije so edinstvena pa tudi oblačila in nekatera morajo biti sešita vsako leto znova. Tomaž, Miha, Aljaž, katera
oblačila se šijete vsako leto ponovno. Ja, tisti 3 liki, ki imajo to čas, da vsako leto dobijo novo obleko, so Pust, ta Smrekov in ta Bršljanov. Pust je, kot že povedano, tisti, lahko rečemo, ta glavni lik v laufariji, katerega tudi obsodimo za vse slabo in zato tudi plača potem konc Pusta oziroma na pustni torek. Ta Smrekov predstavlja Pustovega brata in kot že samo ime pove, njegova obleka se šita iz smrečja. In potem je pa tle še ta Bršljanov, kar pa tudi že iz imena lahko vemo, da je obleka se šita iz bršljanovih listkov. Pust pa iz mahu. Tako. Kdaj ga že nabirate? Mah je potrebno nabrati nekoliko prej, kot se lotimo šivanja, ker je potem potrebno ga primerno posušiti, da se lahko sploh izdeluje ta obleka po posebnem postopku. Šteje pa se, da je obleka Pusta najbolj težka obleka oziroma najbolj težko oblačilo v celi laufariji. Tako je, obleka Pusta je lahko zelo težka, tehta recimo od 60 do 100 kg, zelo odvisno od vlage ter od same velikosti ter tudi malo od tistega, kako šiva. Pa od sezone mahu verjetno. Tako seveda. No, pri Bršljanovem moramo poudariti. Aljaž, rekel si, da so to sešiti listki, a ne? A ste kdaj šteli te listke? To je vprašanje, ki ga verjetno velikokrat dobite. A kdaj preštejete vse te Bršljanove listke? A gre to v stotine, a gre v tisoče listkov? Ta številka se ponavadi giblje tam od 8 do 10 tisoč listkov na celotno obleko. Koliko časa se pa šiva? Ja, recimo, tako približno povedano, Pusta pa ta Smrekovega ponavadi oba krat se šijemo prej kot ta Bršljanovega. Oba skupaj? Tako. Šivate fantje? Tako. A imate kaj pomoči? A dekleta pomagajo predvsem? V kuhinji. A v kuhinji, no, tako. Zdaj smo maske smo naredili, obleke smo sešili, mogoče, če gremo na vrhunec pustovanja, na to smrt Pusta. Kako poteka ta tradicionalni obred, pa kakšen je seveda pomen, poleg tega, da preženete zimo, če mogoče gremo na vrhunec pustovanja, torej na obsodbo Pusta. Tomaž? Se pravi, na pustno nedeljo, bi rekel, začnemo s sprevodom po Cerkljanskih ulicah. Sprevod zaključi na glavnem trgu v Cerknem, kjer imamo tako imenovan laufarski oder, kjer tudi zaseda pol cesarsko-kraljeva sodnija. Ne? Se pravi, cesarsko-kraljeva sodnija je sestavljena iz sodnika, pisarja, 2 porotnikov in advokata. Cesarsko-kraljeva sodnija prebere Pustu obtožnico, ki ima posebno ime, ki se imenuje Kalamon. Vsebuje, rekel, povzema, na satirični način povzema dogajanje od preteklega Pusta do aktualnega Pusta. Na pustni torek laufari na laufarski parcel v Cihncu v Cerknem odkopljajo lansko leto zakopan bot, to je lesarsko kladivo. Popoldne na pustni torek se Pusta obsodi, ponovi se branje obtožnice z obsodbo in na koncu z eksekucijo, ki izgleda kakor z udarcem bota po Pustovi glavi. Kdo ga udari? Udari ga gospodar laufarske družine, to je ta star. Maska, edina maska, ki lahko govori. Sicer pa ta Kalamon in ta obtožnica, ne? Koliko časa ta Kalamon obsodba nastaja? A lahko pri tej obsodbi sodelujejo tudi lokalni prebivalci, torej Cerkljanke in Cerkljani, s svojimi predlogi? A jih zbirate te predloge? A sledite dogajanju že čez celo leto? A se zberete v decembru pa rečete, joj, kaj je bilo že letos? Kalamon se piše celo leto in piše ga družba, bi rekel, lokalna in tudi širše po svetu, konec koncev. Kukor pa cesarsko-kraljevi sodnik tudi povede, če koga ki bali, teši ali pomari, pa na glavnem trgu tudi en tak koselc, kamor lahko kakšen detajl sporočijo tudi, bi rekel, lokalci recimo, ali pa tudi. Se odzovejo? Dobite veliko takih dodatnih predlogov iz lokalnega okolja? Tega pa ne bom komentiral. Verjamem, da. Do kdaj v bistvu nastaja obtožnica oziroma kdaj je obtožnica sestavljena in je postavljena zadnja pika? Kalamon oziroma obtožnica mora biti narejena do pustne nedelje, ker se izvede prvo branje
Me pa še ena stvar zanima, in sicer Kalamon se bere kar dolgo. In takrat se redko kdaj kdo pri branju Kalamona zmoti. A to vadite prej? Ja, verjetno se malo povadi, ja. No, se mi je zdelo. Takole, gremo mi od obtožnice k tretjemu delu pogovora, prej pa seveda še nekaj glasbe. Oh, poppin', I know, one chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my poppin', I know, you ever gonna see so poppin' and smoke. Oh, poppin', I know, one chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my poppin', I know, you ever gonna see so poppin' and smoke. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Cerkljanska laufarija je od februarja 2012 vpisana v slovenski register nesnovne dediščine. Z odlokom vlade je bila leta 2014 razglašena za nesnovno dediščino državnega pomena. In z menoj v studiu oddaji Na stežaj so danes Tomaž, Miha in Aljaž, ki nam bodo v tretjem delu našega pogovora zaupali, kako poteka izbor članov laufarije. A se lahko vsak pridruži, a so kakšni posebni pogoji, so kakšne omejitve. Pri recimo nekaterih drugih likih po Sloveniji ali svetu vidimo, da se poročeni ne smejo udeleževati pustovanj in podobnega. Je kakšna omejitev, kakšni so pogoji pri laufariji? Pri laufariji je v bistvu najbolj pomembno to, da si zagnan, da si željan in tudi voljan priti v laufarije. Bira se po večini domačine, se pravi mlade fante iz Cirna in okolice, cerkljanskih vasi. Kot sem že omenil, v bistvu je, da imaš ti želja priti v laufarije. Tu ni pod nobenim pogojem kakšna prisila, kakšna obveza.
To je eno prijetno druženje in tudi deljenje prostega časa, ki ga preživlja skupaj z fajna družba, fajnimi prijatelji in z zavedanjem, da ohranjaš kulturna dediščina, ki se je pred nami imeli naši očetje, dedje in tako naprej. V nekaterih družinah je tu tradicija, da je bil star ata, da je bil ata, da si sedaj ti oziroma brat je lahko noter. Pri nekaterih je pa pač tu neka želja, ki je že od zmeraj v tebi. Že od mehkega, ko gledaš laufarje na ulicah, vsaj za sebe, ko govorim, vem, kakšna želja, kakšen wow je bil to, ko si gledal. Kdaj se dobivajo, kam grejo, kako se vse to, tisti cukrčki dogajajo odzad, to je vse neka enigma, neka skrivnost. In ko priješ v laufarijo skozi leta, to tudi spoznaš, se naučiš, doživiš tisto, kar si kot otrok iskal oziroma občudoval. In je zdaj, ko gledaš za nazaj, prav fajn oziroma lepo pogledati, ko vidiš, da si zdaj pa v tisti pravi laufariji, da lahko priješ, se oblečeš v tiste like, ki si jih včasih s takim občudovanjem opazoval in da si zdaj del te dediščine, ki še vedno gre naprej. Da jo so ustvarjaš. Tako. Nekaj kondicije je pa vseeno potrebne, a ne? Takšne in drugačne. Ok. Bomo o fizkulturni kondiciji na začetku. In sicer del odgovora je že bil zdajle izrečen na moje naslednje vprašanje, ali mlajše generacije v Cerknem kažejo zanimanje za to tradicijo in kako skrbite za prenos znanja in ohranjanje tega res izjemnega običaja. Ta enigma, ta skrivnostnost je še pri najmlajših. Veliko so tisti res mali izgubili s telefoni, pa z vsem, pa vse se da videti, pa vse na internetu, ampak laufarije pa ni še na internetu. A ne? Se najmlajši sami potrkajo na vrata, tisti recimo, ki niso v družini prenašalci te zgodovine. To je spet odvisno od tebe, kako, a imaš dovolj poguma, da se boš pridružil oziroma priključil tej družini. Ni pogoj, da imaš predhodnike v družini, v laufariji, seveda je tebi precej lažje oziroma lažje, no na nek način, če te rečemo starejši brat ali pa ata nauči, ko priješ v laufarijo, kako se šiva, kako se oblači, obnaša in tako naprej. Kot sem pa že večkrat omenil, glavna je tista tvoja osebna želja, da priješ. Če imaš zraven še kakšna sošolca, prijatelja, iste starosti, je še toliko lažje, da boš lahko skupaj z njemu delil te laufarske radosti. Vse je pa, kot sem že ogromnokrat omenil, odvisno od tebe. Če imaš res tisto veliko željo, da spoznaš, da občutiš tisto pravo laufarijo, prideš noter, pa če imaš klapo ali pa ne, slej ko prej jo dobiš. Miha, ko sva ravno pri besedi, najmlajši v Cerknem še vedno z velikimi očmi gledajo, ne, laufarije? Še vedno, in to je prav izpod maske lepo in s spoštovanjem, z občudovanjem tudi gledati, da je še zmeraj laufarija aktualna, če tudi nismo z Instagramom oziroma na raznih digitalnih kanalih. Ostalih kanalih. Še vedno je povedati, ko otroci spoštujejo lik oziroma ko se določenih likov bojijo, to se določenih likov veselijo, smejijo, ko se gre po hišah, po cerkljanskih vaseh, če se še tako čudno sliši, ampak če se otrok laufarjev boji, ko pridejo v hišo, je to nek način eno veliko spoštovanje do maske, do larve, da ima otrok res tisto občudovanje, straho spoštovanje, da je laufar prišel v hišo. To ni kar vsak dan, da je to, dan so pa laufarji, to je pa praznik. To je pa praznik, to je pa ulala. Res je pustni čas poln veselja, ampak vse to, tudi ohranjanje dediščine, zahteva veliko priprav. Omenili smo ne samo priprava in skrb za maske, za larve, priprava oblačil, tudi tista najtežja priprava vseh 3 oblačil, ki jih sešijete na novo vsako leto. Kako dolgo pa se laufarji pripravljate na vsakoletni nov pust in kaj vse vključuje ta proces, poleg priprave oblačila in poleg priprave kalomona? Izbor vasi, kamor boste šli, v katere hiše boste mogoče obiskali? Začne se, kot je že Aljaž prej omenil, že pred novim letom ponavadi. Prvo tako delo je nabiranje mahu za pusta, kar rab svoj čas, da se posuši primerno. Nabrati je treba bršljan? Tudi. Najprej začnemo ponavadi z nabiranjem mahu. Sama pustna tradicija se pa začne ponavadi prvo nedeljo po novem letu, ko se na ulicah Cerknega pokažejo ta prvi tateristi.
pol pa tekom predpustov, se pravi, rekel, od novega leta do debele nedelje, odvisno predvsem od dolžine tega predpustnega časa, pa pripravlja še tasmrikov, pa tabršljanov. Tudi za oba ta dva lika je treba seveda nabrati surovino, se pravi smrekove vejce, pa pršljanove lističe. In pol se, rekel, najprej ponavadi našije pusta, nadaljujemo s tasmrikovim, zaključujemo ponavadi pa s tabršljanovim, da je najbolj svež. Imate prostore v Cerknem, kjer vem, da so bili prostori pod vprašajem. Zdaj imate zagotovljene prostore, imate mogoče kje biti, kje spravljati v bistvu dediščino dobesedno, ki se skriva v teh larvah in oblačilih. Ja, laufarija je, rekel, v času od obnovitve običaja imela kar redne selitve po raznih prostorih po Cerknem. Zdaj smo trenutno že dobrih 10 let na tej lokaciji, tako da s prostori smo zadovoljni, nimamo pa 100% zagotovila. No, naj bo svetla prihodnost, sicer se bo kdo znašel v Kalamonu. Mi pa zaključujemo tako tretji del, prehitro gre, ko se imamo fino, in se veselimo četrtega dela pogovora, takoj po naslednji. Nastežaj. Sorina radijska klepetalnica. V Nastežaj danes gostimo cerkljansko laufarijo, ki bo tudi letos pregnala zimo v Cerknem. Zdajle pa sprašujem moje današnje goste, ki so se nam pridružili, Tomaža, Miho in Aljaža, ali preganjate tudi po drugih krajih Slovenije ali tujine to zimo, ki žal ni več prava zima. Torej, ali sodelujete na pustnih karnevalih tudi drugod po Sloveniji ali tujini? Imate čas? Greste, se odzovete na povabilo? Ja, dobimo kar precej vabil, ampak zaradi našega lastnega programa oziroma dogajanja za pustni vikend, ki smo ga razširili še z veselico na pustno soboto, nam ne uspe vsako leto se udeležiti kakšnega gostovanja. Največkrat sodelujemo na mednarodni povorki na Ptuju.
nas povabi občina Ptuj. Tam preganjate potem, na ravnini zimo. Na ravnini, ja. Sicer pa prejle smo se dotaknili vaših obiskov laufarije po cerkljanskih vaseh, verjetno se zadržujete samo na cerkljanskem območju, a ne? Kako izbirate, katere vasi obiščete? A se trudite, da obiščete vse vasi na Cerkljanskem? Cerkljanska ima razdrobljene vasice in zahtevne poti do njih, pa me zanima, kako izberete, kdaj izberete, kam greste, se odzovete tudi po vabilu, mogoče v kakšno krajevno skupnost? Ja, vsako leto se trudimo, da bi nam pa uspelo pokaledovati oziroma obiskati vse vasi, ampak kot ste že povedala, teh vasi je ogromno oziroma kar veliko in tudi ponavadi nam ne uspe ravno vseh. Izbiramo, bomo rekli, vasi, najprej tiste, ki so bližje, potem pa tudi malo bolj oddaljene od samega Cerkna. Hodimo po hišah, od hiše do hiše, ponavadi radi obiščemo sploh kakšne starejše kmetije oziroma take hiše, kjer vemo, da se da kakšna domača stvar tudi dobiti, to imamo še najrajš. Zelo pomembno pri tem je tudi povedati, da se v hišah, v katerih je bila v prejšnjem letu oziroma od prejšnjega pusta kakšna smrt ali pa bolezen, kakšna slaba zadeva, se pač ne sme koledovati, tako je pač staro pravilo, ker če je leto žalovanja, potem ne more biti hkrati veselja v hiši. To je običaj, ki se ga še vedno držite. Me pa zanima, kako izgleda en tak obisk? Pridete do hiše, sliši se harmonika? Tako je, ves čas med tem koledovanjem po vasi poje harmonika, domačini to slišijo in nas največkrat že na vratih dočakajo. Ta star je tisti, ki komunicira z gospodarjem oziroma s domačimi. A pa z gospodarico, ne? Lahko pa z gospodarico, mar zdaj še rajš. Ta je tisti, ki da roko, jih povpraša po letini, pozdravijo v hiši, pozdravijo v štali, potem ponavadi nam darujejo kakšne domače dobrote, nekaj za okoš, potem pa tudi ta star da še roko, se zahvali za vse dobrote, za vse kalače, ter zaželi, da bo repa bolj debela. Na koncu pa še tudi sledi kakšen ples z gospodinjo, če je ta tudi na to pristane. Na povabilo. No, ta rek, da bila repa bolj debela, to pomeni, da želite laufarji dobro letino gospodarju, gospodarici oziroma kmetiji oziroma domačiji, ki jo obiščete. Me pa zanima glede teh kalačev, torej tega, kar dobite. A se še dobijo svinjski repki pa ušesa, so že bolj moderni s kakšnimi napolitankami? Vse živo je, od parklov do napolitank, do čokolade, do žganja, do jajc, tako da... Vsega ste veseli. Vsega, tako. Nič ne zavržemo, vse se porabi. Verjamem, ker vas je dovolj. Sicer pa zdaj pa imamo še tisto najbolj prijetno dolžnost in sicer zakaj moramo vsaj enkrat v življenju obiskati laufarijo v Cerknem, je jasno. Zato, da doživimo nekaj, česar nikjer drugje na svetu ne moremo doživeti. Zakaj pa bi laufarijo obiskali prav letos? Kaj pripravljate? Oziroma, kaj bo v Cerknem takrat? Poleg tega, da se bo slišalo kalamon, torej obsodbo, da se bo tisti, ki se ne bo našel noter, potrudil, da se bo v njej našel prihodnje leto. Torej, poleg tega, kar je klasičnega vsako leto, kaj pripravljate še? Tomaž, omenil si prej, da pripravljate že zabavo na pustno soboto. Drži. Pred slabim 10 leti smo pričeli tudi z organizacijo pustnega rajanja za otroke v popoldanskem času. Zvečer pa nadaljujemo z plesom v maskah, na katerem tudi izberemo najboljšo skupinsko masko, najboljša maska v paru in najboljša posamična maska. Vsem tem trem tudi podarimo simbolično nagrado. Pa čast in slavo? Ter čast in slava, seveda. Nadaljujemo v nedeljo z kulturnim delom prireditve in sicer ob 2. uri pričnemo z nastopom inštrumentalno-vokalne skupine Šefle in nato nadaljujemo ob 3. uri z sprevodom laufarjev po cerkljanskih ulicah, ki se zaključi na laufarskem odru, na glavnem trgu, kjer se nato prične branje obtožnice. Bo letos tudi pust kriv ali še ne veste? Še vsako leto je bil tudi letos bo. Za vse slabo in potem pride pomlad v Cerkno in še kam?
Najlepša hvala mojim današnjim gostom, Tomaž, Miha, Aljaž. Verjamem, da bo cerkno polno. Želim vam lepega vremena takrat, da bomo dobro slišali Kalamon, pa da bi potem pust res prinesel tudi tisto pravo, dobro pomlad. Za danes, dragi cerkljanski laufarji, hvala za obisk in veselim se, da se mogoče srečamo spet prihodnje leto. Srečno in lep pozdrav na Cerkljansko. Najlepša hvala. Hvala vam za vabilo. Na pravi strani je nebo, ni dvoma, da se ne bi kdaj še meni šlo. Le smola mora zamudit, ali pa saj malo falit. Na pravi strani je srce, res nimam ničesar, a že s tem mi prav dobro gre. Le sreča mora k men zavit, pa bo se kot mora bit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Ko ničesar nimaš, je vseeno boš kot predlo narit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Le enkrat moraš pravilno k sreči zavit. Na pravi strani pamet imam, ni dvoma, da me kak bumbar kdaj pogleda po stran. Le sreča mora k men zavit, pa bo se kot mora bit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Ko ničesar nimaš, je vseeno boš kot predlo narit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Le enkrat moraš pravilno k sreči zavit. Pravilno k sreči zavit. Pravilno k sreči zavit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Ko ničesar nimaš, je vseeno boš kot predlo narit. Ko ničesar nimaš kaj za zgubit. Le enkrat moraš pravilno k sreči zavit.